Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Kot rečeno, letos obeležujemo tudi 120-letnico v povezavi z jamo Dimnice. Zakaj 120 in zakaj se reče Hudičeva preplavalnica mesa, pa bo povedal verjetno v tem modelu vesolja, to je večji poznavalec te jame, posebno Franc Malečkar, izvolite. Pozdravljeni. No, jaz od teh 2 minut bi vseeno vzel pol minute. Najprej, da bi se zahvalil občini oziroma še posebej župani, ker vse to, kar bom zdaj rekel, brez nje ne bi bilo. Še manj bi bilo brez sodelovanja z Oro in Vizit Kras oziroma vseh teh stvari. Jaz nisem to dobro razumel, ma itak me ne briga, bistveno da funkcionira. Namreč, ker bi z takim entuzijazmom z enom rekel, možnostni predstavitve, če jih ne bi bili dosti bolj skromno to, kar boste zdaj videli. In ta tretje, ker moram zdaj vse 10 sekund je Bogdanu, mislim, da bi se jaz sam sledil temu, kar bi je danes to pripravil. Po moje Gandhi bi se mogel pri njemu učiti. Z enim potrpljenjem in z enim vztrajanjem, tako da kapo dol. Dobro, to sem rekel, ker sem moral. Drugo, kar ste tako tudi že načeli in kar sem se tukaj nekaj menil, da Dimnic niti ne poznamo, pa poznate, bi vseeno dve besedi, zakaj pravzaprav Dimnice. Torej, eno je, pa bi rad želel, da me kdo popravi, je to najbolj kompletna jama na tem planetu, od sožitja človeka z naravo, že imeni, ki pove, potem površje podzemlje, stik, rastje, boste kaj videli, mogoče tudi uporabnega, potem glede klime, tudi že nastanek imena zaradi tega, potem nastanek jame, tipi rovov in tako naprej, Guinnessova knjiga rekordov, tehnična dediščina, recimo edino vodovodno zajetje v jamah, pa potem seveda tudi oblike turizma, recimo od kulturnega, v občinskem prazniku, pa recimo jamski trekingi, torej tudi po neturističnih poteh, naravoslovnih dnevi, še vedno edina jama v kurikulumu Ministrstva za šolstvo, potem obiski redni pa po turističnih poteh in pa na javi in pa mogoče zaključili s team buildingom. Torej, da tudi podjetja se preizkusijo, kako funkcionirajo. Torej, to je vse podlaga za to, ker bi letos obeležili to 120. obletnico. No, mogoče, če samo malo nazaj, smo odkrili, zakaj ravno 100-letnica, namreč dr. Madrjeva je našla dopis na Vojvodi iz 26. decembra 1904, kjer govorijo o odkritju Dimnic in tako da imamo zdaj tudi to pokrito, kar naprej. Mogoče to, ko smo govorili o dejavnosti, recimo tle v občinskem prazniku, recimo nastopi in pa tle z Janovsko in jo raziskuje že 60 let Janovsko društvo Dimnice, to je tam srede 70. let raziskave za Silori, namreč smo uspeli jamo podaljšati za 5-krat. No, to je en seznam teh prireditev, torej od, kot smo že prej govorili, vključenosti v dan turističnih vodnikov, potem otroški extempore, namreč eno, kako otroci vidijo, na drugo, kako to prenesejo na prostor, namreč na papir. Jama je edina v Evropi didaktično povratena z eno jamo v Italiji. Zdaj, tukaj tudi piše obisk predsednice države, je predstavljen na september zaenkrat. Namreč, jaz se bi še ustavil, da ne veste, kateri predsednik države je napisal članek o kakšni jami in bil objavljen v National Geographic. Pirc Musar. Pred 20 leti je bila Sinetom na dnevu odprtih vrat in je to tako navdušilo, da je to. Potem
delo z otroci, recimo ta geocache, potem bomo tudi, recimo že po jutrošnjem, vzgajali turistične vodnike iz tečaja v Škocjanskih jamah, ali pa preko en tako zgledno vodenje. Omenil bi osrednjo prireditev in sicer v okviru občinskega praznika, ko bo gledališka in dojanka Freud in Jamar preko premiera, preko krstna uprizoritev v Dimnicah. Ne vem, če veste, da imamo zdaj vsi težave, tiste, ki jih imamo, freudovske, zaradi tega, ker je on bil v Divaški jami, in Divaško jamo je opisal v 2 stavkih, ostalo je opisoval vodnika. In je pogrutal, zakaj imamo težave. Če tisti, če jih nima, je zelo vredo. Potem pa bo tudi koncert v jami in pa zaključno potem tudi z tečajni za vodnike za geopark. Nekaj malega od tega tukaj opisano, za tisti, ki nima lahko. Bo potem tudi ena serija predavanj o znanstvenih odkritjih v Dimnicah v zadnjih 20 letih. Recimo, kar naprej govorimo o neotektoniki, se pravi o potresih, ki se odražajo v jami, recimo tukaj ozorčevanje teh kapnikov, kdaj so nastali, zakaj so nastali. Kot se rekel, en delovni list za šolske skupine. Če imate težave s kakšnimi šefi, mogoče novinarji, uredniki, tole rastlinco tlele poberite in ste sigurno rešili, ni problema. A ja, vidim, zdaj malo več zanimanja. Tamo se reče off the record, prosim. Off the record se reče v razliku. So vse si pogledali to, sicer ne niti. Navadna črnoga se reče. Mislim, da smo učali, ne? Tako. Ok. To je to. Ja.